Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bom odgovarjala na vprašanje gospoda, ki pravi, na YouTubu je napisal, jaz se opravičujem, 3 tedni so že od tega, kar je napisal in še nisem odgovorila. V glavnem, sprašuje, prej še piše, dela meditacijo že nekaj časa in da so napredki očitni, to je najbolj pomembno. Glejte, za vsi tiste, ki imate težave, ali zdravstvene, ali finančne, ali v odnosih, začnite čistiti podzavest. Zdravilna molitev dekodiranja je dejansko deluje. Res deluje. In boste videli, kakšen napredek boste imeli. V glavnem, gospod pa sprašuje, ker ima zadnje čase mravljince v nogi, v palcih stopal, v palcih pa v stopalih ima mravljince in sprašuje, če je to odhod negativne energije ali pozitivna energija ali karkoli drugega. No, v glavnem, naj odgovorim. Ko se nam aktivira neka določena bolečina pri meditaciji za dekodiranje, je to spomin duše. Spomin duše na neko drugo življenje, ko smo imeli tam težave. Se pravi, vam par primerov povem. Recimo, da imate nerazložljivo bolečino zadaj med lopaticami. Tako, nekaj te boli, pa se praskaš, pa nič ni, pa greš na masažo, pa nič ne pomaga. Nekaj čutiš, da je nekaj, ampak nič ni. V bistvu to je energetska rana, ker je povezana z enim od preteklih življenj, kjer ste dobili nož v hrbet. Se pravi, če tega gospoda, ki ga bolijo stopala, pa predvsem palci, lahko da je bil kaznovan, pa so mu odsekali palce. Ali nekaj je povezan z neko poškodbo iz nekega življenja, ko je bil ob palce ali je bil stisnjen palec ali kakorkoli. V glavnem, gre se za to, da razumemo, da vse bolečine, ki jih imamo, so povezane s tem, da je nekje na tem energetskem nivoju je nek primanjkljaj in potem nas seveda boli tudi fizično. Zadnjič v moji šoli, ko delamo meditacije, v glavnem sem imela prav občutek, da so, kot da bi imeli na te ključne kosti pripet balon negativne energije. Tako, a veste, kot neko padalo, ki je v bistvu noter ujeta vsa negativa. In smo šli prav z zdravilno molitvijo dekodiranja čistiti ta del, prav da smo to odstranili. Zdaj pa, kako to naredite? Če veste, da imate fizično težavo, če veste, da vas, ne vem, mogoče uho boli že, kar tako, vas boli, izvidi pokažejo, da ni nobene zadeve, dobite se en zdravila, ker je uho brez antibiotikov, se ne pozdravi, pa nič ne pomaga, je to povezava s starodavnim spominom vaše duše na eno od preteklih življenj, zdaj lahko je to stari Egipt, ste bili pokopani v piramidi in so žužki lezli v vaša ušesa, ali pa še bolj nazaj, tudi v Atlantido, lahko še bolj nazaj, tudi v Lemurijo. V glavnem, energetsko, ko je rana, se potem nekje pozna bolečina na fizičnem telesu. No, to je ravno to za ušesa. Me je včeraj klicala ena gospa, rekla, sploh ne vem, kako naj si pomagam. In sem ji rekla, preveri z mišičnim testom, če je ta vnetje ušesa povezano s tem, da si bila, skozi mene šla informacija, zakopana v piramidi in da so ji žužki lezali v ušesa in so ji jedli možgane. In ko mi počistimo tam, kjer je hakeljc, se enostavno tudi bolečina gre stran. Ali pa recimo, če imate kar naprej tukaj bolečine na tem predelu, je možno, da so vas v enem življenju obglavili. A veste tisto, prav giljotina, glavo stran. In v tem primeru, kaj je treba dati zdaj v zdravilno molitev dekodiranja, da vi lahko to počistite. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja gre na ta način. Tukaj jo imate, ko imajo duše žur, na strani 216 in se vedno začne na ta način. Na pomoč kličem vse svetle sile. Zdaj, zakaj? Zato, ker vemo, da temne sile včasih še hitrejš pridejo do rezultatov, ke pa svetle. Če je v skladu z božanskimi zakoni, to je prva zadeva. Zakaj? Zato, ker vi ne vmešavate noter svoje volje, ampak naj se tako zgodi, kot je po tem božanskem načrtu.
naj se sčistijo v vseh smereh časa in prostora. Zdaj, zakaj to rečemo? Zato, ker časa mi ne razumemo, ker lahko gre vzporeden čas. Ni nujno, da je linearen. Pač nimamo pojma, kaj se dogaja, ker mi smo tukaj v tej zemeljski fizični obliki in poznamo samo, kaj je bilo včeraj, danes in jutri. Ni pa nujno, lahko so vzporedna življenja. Bomo videli to pol po smrti. Pol naslednja stvar, se pravi, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smereh časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane in lahko date, ki so povezane s spominom na obglavljanje, če vas tukaj boli. Ali pa ki so povezane, ogromno ljudi, ki vas bolijo gležnji, je povezano z železnimi okovi. Ali pa imate na tem imate karpalni kanal. To je ravno tako povezano z okovi, s suženjstvom. Pač preverite z mišičnim testom in boste videli, kako se bojo stvari enostavno sprostile. In boste videli, zdravilna molitev dekodiranja res dela čudeže. Svetlobne premike boste začeli delati. Jaz vam res toplo priporočam, tisti, ki imate veliko težav, začnite čistiti svojo podzavest. To je taka osvoboditev. In zdaj, če gledamo, recimo, jaz vam preberem, zanimiv, bila sem tam, tukaj se mi je odprl, ko imajo duše žur, bila sem tam. Velike svečenice v templju ljubezni. Kdor izmed vas, pa ni nujno, da ste samo ženske, tudi moški, predeluje čas velikih svečenic. Se pravi, se odločimo v enem življenju, da bomo moški, v drugem, da bomo ženske, in nekateri pač predelujemo čas velikih svečenic. Še iz Lamurije, potem iz stare Grčije. In prav v stari Grčiji ljudje, ki imajo velik ego, jaz to seznam, in kritizirajo druge, predvsem ženske, ki tolčejo po drugih ženskah, 100% predelujejo čas velikih svečenic, ampak ne iz ljubezni, ker ni bila več ljubezen, ampak je bilo rivalstvo. Ampak še prej. Je bila pa to tako mogočna energija in tudi vem, da mnoge, predvsem ženske, ste v tej energiji in da vas energija jutra, ko pogledate sončni vzhod, tako napolni z energijo ali pa večera. To so bili nekoč obredi v tem času. Se pravi, ob sončnem vzhodu in ob sončnem zahodu. Poslušajte zdaj to pesem. To je moja prva pesem. Drugače ne pišem pesmi, ampak ta je kar šla skozi mene. Bila sem tam. Videla sem, čutila sem, dihala sem. Bila sem tam. Prebuja se nov dan. Jutranja zarja poljublja nebo. Stojim in samo sem. Svojo prisotnostjo, s celo svojo bitjo, sem priča rojstvu novega dne. Slavim novorojstvo, bila sem tam. Dlani mi poletijo v nebo, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Iz grla poleti radostna pesem, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Telo se mi giblje ob čudovitem proslavljanju, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Solze sreče mi polzijo po licih, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. In tudi ti si bila tam. Svečenica v vsej svoji lepoti, spomni se, bila si tam. Ja, tam smo bile, tam smo bili. Mnogi ste moški v tem življenju, tam smo bili. In tam je bila drugačna energija, tam je bila čista energija, kreacije, utrip življenja, prav tako, ko se je rodil nov dan, ustvarjanje novega. In potem
so na zemljo padle temne sile in je postalo marsikaj temnega in mnogim je padla energija, mnogim, tudi velikim svečenicam je padla energija in so postale zadovoljevalke potreb, ustrežljivke in tako naprej, da ne govorim naprej, prostitutke, cipe, tudi kurbe, pač tako je, glejte. In ženska je bila tisočletja zavržena, ničvredno bitje in sedaj se prebuja nova doba, kjer bo uravnotežena tako ženska kot moška energija. Ja, in tisti, ki imate določene bolečine po svojem telesu, je čas, da počistite te kode, te energije, ker boste videli zdravilna molitev, dekodiranja, ko jo boste redno začeli izvajati, vam bo spremenila življenje. Zato, a veste zakaj? Zato, ker vam bo spremenila vibracijo. Zaradi tega vam bo spremenila življenje. Postali boste drugačni in veste, enkrat, ko sem začela leta nazaj učiti te korake do sebe, ena gospa je začela hoditi na moja predavanja in ko je začela pač delati korake za sebe, jo sreča prijateljica pa je rekla, grem stav, da imaš frišenga. Je rekla, ne, začela sem, a veste, zaljubila se je za začetek v sebe. In to je najbolj pomembno, v življenje. Za začetek ti moraš biti pač poln nečesa, da lahko to privlačiš. Se pravi, če želiš ljubezen, moraš biti poln ljubezni. Če želiš zdravja, moraš občutiti zdravje. Moraš delati korake za zdravje, drugače ne gre. Pač v življenju vibracija, ki povzroča dobro v našem življenju, je pač sreča in zadovoljstvo. In kako boste do tega prišli? Tako, da delate drobne korake za sebe. Drugače do tega ne morete priti. Pač tako gre življenje. Tako da delajte korake za sebe in boste videli, stvarstvo vas podpira, absolutno podpira. Pojdimo še na kakšno sporočilo. Jaz bom zdaj vzela tukaj vodstvo boginj. Vodstvo boginj, pač tako me nagovarjajo tele karte vodstvo boginj, da vidim, tudi pri meni v spletni trgovini srečnoživljenje.si jih lahko dobite. Poletele so ven, samo mečkaj, da pogledam, katere so poletele ven. Neumrljiva ljubezen, čas tišine in rahločutnost. Bela Tara. Postajate vedno bolj rahločutni. Izogibajte se grobim odnosom, okoljem, okoliščinam in kemikalijam. In to je v osnovi morebiti res najbolj pomembna zadeva za vse tiste, ki delate na sebi. Izogibajte se grobim odnosom. Pač ta beseda mi je všeč. Grobim odnosom, grobim okoljem, grobim okoliščinam in grobim kemikalijam. In boste videli, kako boste postajali vedno bolj prečiščeni. Tukaj jaz ne govorim, da morate postati vegetarijanci in da potem boste dobili kljukico, človek je dober. Jaz govorim o vibraciji. Vibracija, ki je toksična, ki je težka. Če ste v takih odnosih, vas seveda, delajte zdravilno molitev dekodiranja še za drugo osebo. Vam nekaj povem. Zadnjič me je klicala ena gospa, njen mož je alkoholik in res je ni lepo v življenju, res ima težko življenje. In me kliče in poslušajte to. Ona zdaj intenzivno dela na sebi, pa zdravilno molitev dekodiranja tako za sebe, da počisti vlogo žrtve, kot za moža, pač po to potrebo po alkoholu. In me kliče in rekla, čudež se je zgodil. Moj mož ta teden manj pije, to ne moreš verjeti. In druga zadeva, pride danes skozi vrata, prvič po 40 letih zakona reče, kaj pa tako lepo diši. Prvič, a si lahko predstavljate? Mislim, sicer je to žalostno, ampak po drugi strani pa, wow, končno! Zato če imate težave v življenju, dajte najprej svoje kode počistite, ne? Zakaj rabite tako izkušnjo? Druga stvar pa počistite, lahko delate zdravilno molitev tudi za drugo osebo, ker v bistvu vi, ko molite za drugo osebo, zdaj se vprašate, kako. Vzemite knjigo, ko imajo duše žur
in imate na strani 219 zdravilno molitev za drugo osebo. Se pravi, gre glih tako kot za prvo osebo za sebe. Se pravi, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode. Zdaj date ime te duše, se pravi, če je to, ne vem, moževe duše, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora vse zavedne in nezavedne kode moževe duše, ki so povezane z, in date težavo z alkoholizmom, recimo. In boste videli, molitev ne more narediti nič slabega. Lahko vam prinese samo dobro v vaše življenje. Molitev je tako močna zadeva, da vam bo naredila v vašem življenju čudeže. Boste videli. Verjemite v to, ker včasih pridejo k meni na svetovanje ljudje, ki rečejo, joj, toliko imam težav, pa mišični test ne deluje in tako naprej. In ko rečem, koliko pa naredi zdravilna molitev dekodiranja, rečejo, nikdar. Ja, ne deluje mišični test. To ne pomeni, da molitev ne deluje. Pomeni samo, da komur mišični test ne deluje, pomeni, da je tako zapacan, da mu ne deluje mišični test. Ampak molitev vedno deluje. Zdaj lahko uporabljate to izraz zdravilna molitev dekodiranja ali pa meditacija za dekodiranje. Je isto. Ta meditacija je wow. Glejte, kako sem prišla jaz do te meditacije. Pred leti, ko sem iskala zase rešitev, ker jaz sem prišla do zaključka, da jim pač z mano res nekaj narobe, ker sem opazila, da v svoje življenje privlačim ljudi, ki me na nek način zlorabijo, izkoristijo, na koncu zavržejo in na koncu občutim samo še razočaranje. To je bil pač moj vzorec. In tako opazujem nekih 15 let svojega življenja, pa sem rekla, pa to ni normalno. In sem začela delati najprej z zdravilnim kodeksom in nisem prišla nikamor. In sem začela iskati naprej in mi je bila dana meditacija za dekodiranje, oziroma se mi je naložila, sestavila skupaj in v glavnem ta molitev dela čudeže, ampak res dela čudeže. Boste videli, kdor se bo tega lotil, če imate veliko težav, pomeni, da je čas, da začnete to izvajati 2-krat, 3-krat na dan. Glejte, jaz, ko sem začela delati te meditacije, prav to meditacijo, sem rekla, pač sem se umaknila in sem rekla otrokom, jaz grem na zmenek z Bogom. Pač, se umakne, za par minut sem šla v spalnico, sem rekla, jaz rabim tišino, zato ker grem na zmenek z Bogom. In tako sem začela, pač mogla sem se umakniti na zmenek z Bogom, da sem se sama v miru pogovorila pač z Bogom. Pa ne toliko z Bogom kot svojo dušo, da sem začela v sebi ustvarjati drugačne vibracije, ker vemo, definicija norosti je kakšna? Delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Pač ne gre. Treba je nekaj spremeniti, nekaj drugače narediti. In če imate veliko težav, začnite delati, boste videli, tudi v vašem življenju se bo zgodilo ogromno, ogromno lepega. Tako da vse dobro vam želim in res dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega. Uživajte.